Pozdravljeni. Pred nami je poletni premor v sezoni 2022 in prav je, da si skupaj ogledamo, kakšna je razlika med Charlesom Leclercem ter Maxom Verstappenom. Danes s tem prispevkom hočemo potegniti malček črto pod zadnje 4 velike nagrade. Namreč, če se spomnite, pred časom sem objavil prav poseben prispevek, kjer sem trdil, da zadnje 4 dirke pred poletnim premorom bi lahko imele celo ključen pomen v sezoni 2022. Seveda, govora bo o veliki nagradi Velike Britanije, veliki nagradi Avstrije, veliki nagradi Francije in zadnji veliki nagradi Madžarske. Videli smo, da do tistega čudnega preobrata ni prišlo, čeprav so ga mnogi pričakovali in seveda marsikdo tudi napovedoval. Ampak po končani veliki nagradi Avstrije v bistvu nismo imeli nekega analitičnega pristopa, da bi videli sploh, kaj se je spremenilo in v kakšno smer. Zato menim, da je najbolje, da si nekako postavimo neko izhodišče in to je situacija po veliki nagradi Kanade. In tu bomo lahko videli, da je imel Max Verstappen zbranih 175 točk, kar je 49 točk več kot Charles Leclerc. Ta jih je po končani kanadski dirki imel 126 in ne smemo pozabiti na Carlosa Sainza mlajšega. Namreč ta jih je do iste točke zbral 102. In sedaj, če to situacijo primerjamo s situacijo po veliki nagradi Madžarske, bomo videli, zakaj gre. Max Verstappen ima sedaj na svojem računu 258 točk, Charles Leclerc 178 in Carlos Sainz mlajši 156. Izguba glavnega voznika skuderije Ferrari v zadnjih 4 dirkah se je povečala za gromozanskih 31 točk. Sedaj zaostaja za 80 točk. In marsikdo bo sedaj dejal, saj prvenstva še ni konec, a k temu se bomo vrnili bolj pri zaključku samega prispevka. Zanimivo je nekaj drugega. Vsi smo pričakovali, da bo pri skuderiji Ferrari se vsaj zaostanek zmanjšal in ne povečal. Idealno bi bilo celo prehiteti Maxa Verstappena in nato v nadaljevanju sezone imeti manjšo rezervo. Sedaj, kot boste videli, Charles Leclerc ima verjetno samo še teoretične možnosti. Če pogledamo nekaj drugega, pri Ferrariju so v zadnjih 4 dirkah zmagali 2-krat. Max Verstappen je prav tako zmagal 2-krat, poleg tega seveda tudi še sprint in recimo temu 2 zmagi pa pol. Težava je v tem, da na veliki nagradi Velike Britanije je zmagal Carlos Sainz mlajši, tako da je Charles Leclerc dosegel samo 1 zmago v primerjavi z Maxom Verstappenom. In to še ni dovolj. Namreč videli smo lahko tudi, da Charles Leclerc v dirkah, ko mu ni šlo najbolje, je bil izven zmagovalnega odra. Že naprej omenjeni veliki nagradi Velike Britanije, Max Verstappen tudi bil tam v ozadju na 7. mestu, ampak ima izjemno primeren izgovor. Namreč takrat se mu je pod njegov bolid zataknil del ogljikovih vlaken, ki je porušil tisto aerodinamično uravnoteženost njegovega Red Bulla in seveda tudi učinkovitost.
In če bi to 7. mesto lahko nekako šteli kot neke vrste dogodek, ki se lahko zgodi, kaj bi dejali pri Charlesu Leclercu? Namreč videli smo odstop, ko je vodil dirko, in tu kakšne tehnične napake bi težko našli. Šlo je v resnici za vozniško napako. Videli smo, naprimer, na veliki nagradi Madžarske, da je bila strategija tisti, recimo temu, glavni krivec. A težava je, da poleg velike nagrade Avstrije v resnici nismo videli neke dirke, kjer bi bil Charles Leclerc na 100% svojih sposobnosti. Pri Maxu smo to videli prav na vsaki od 4 velikih nagrad, ali je imel tehnične težave ali ne. In če vam ta argumentacija ni všeč, moram sedaj povedati nekaj, kar je bistvenega. Namreč marsikdo se bo sedaj spraševal, zakaj v primerjavi je vključen Carlos Sainz mlajši. Namreč Charles Leclerc je v zadnjih 4 dirkah zbral 52 točk. Če so moji izračuni pravilni, jih je Carlos Sainz mlajši zbral 54. In tudi Carlos Sainz mlajši je imel odstop, tako kot Charles Leclerc. In pri seveda Sainzu moramo upoštevati tudi to, da je imel na naslednji dirki izjemno slabo izhodišče zaradi kazenskih mest vezanih na elemente pogonskega sklopa. Torej, Sainz kot voznik je imel bistveno manj priložnosti, ampak kljub vsemu dosegel 2 točki več od Charlesa Leclerca. In to domnevno prvega voznika skuderije Ferrari nekako postavlja v izjemno slabo luč. Namreč vidi se neke vrste psihološko šibkost v primerjavi s Maxom Verstappenom. Izgleda, kot da je Charles Leclerc sposoben zmagovati dirke samo v tistem primeru, ko gre vse po načrtih in je vse v najlepšem redu. Že na zadnji veliki nagradi Avstrije smo pa videli ne samo, da je Max Verstappen začel iz 10. mesta, kar je bistveno slabše kot štartni položaj v povprečju Charlesa Leclerca, ampak sredi dirke se je tudi zavrtel. A z dirko je nadaljeval in na koncu dosegel zmago. To nam nekako pove tudi, kar se tiče psihološke trdnosti, v kolikšni prednosti je seveda voznik Red Bulla. Sedaj še tisto, kar bo zanimalo marsikaterega navdušenca, ki mu je pri srcu statistika. Rad bi poudaril, da sam v tak primer, kot vam ga bom predstavil sedaj, ne verjamem. Pred nami je še 9 dirk svetovnega prvenstva Formule 1. Razlika med Maxom in Charlesom je 80 točk. In sedaj v tistem popolnem svetu teorije. Če bo Charles Leclerc zmagal v preostalih 9 dirk in bo Max Verstappen prišel do 2. mesta, to seveda ne bo dovolj. Kajti razlika med prvim in 2. mestom je seveda 7 točk. Charles Leclerc bi moral v tem primeru pobrati tudi dodatnih 9 točk na vsaki dirki, kjer bi dosegel najboljši krog. In to verjetno še ne bi bilo dovolj, namreč ostala bi razlika 8 točk, ki bi jih lahko Charles Leclerc dosegel zmago na preostalem sprintu, pod pogojem, da Max Verstappen na tem delu tekmovanja ne bi dosegel točk. Tako bi jih izbral lahko 80 točk več od svojega nasprotnika. In vem, izjemno kompleksen račun, ampak ustavimo se pri prvi točki. Verjetno je bistveno lažje Maxu Verstappenu doseči na preostalih 9 dirkah 2. mesto, kot seveda Charlesu Leclercu 9 zmag.
In to nam kaže na brezupen položaj, v katerega se je tudi sam spravil Charles Leclerc. In lahko bi rekli, da je sezona 2022 dokončno zapečatena. Ni sicer res, zgodi se lahko marsikaj. Stopi tehnične težave in seveda zadeve, ki jih ne moremo predvideti. A kljub vsemu, če vzamemo v nekako presek tisto, kar je možno, vidimo lahko, da so verjetnosti za preobrat Charlesa Leclerca izjemno majhne. Predvsem zaradi tega, ker v ključnih 4 dirkah ni popravil svojega položaja, temveč ga je bistveno pokvaril. Tega se moramo zavedati. Gre seveda za kombinacijo, kajti voznik, ekipa in njegov bolid nekako štejejo skupaj v končnem rezultatu. Tokrat kombinacija Charlesa Leclerca, Scuderie Ferrari in Ferrarija F1, pomišljaj 75, so se pokazali kot seveda poraženci v ključnem trenutku. A to je marsikomu verjetno sedaj že jasno, a kljub vsemu bi sem vam rad predstavil, kaj je to pomenilo seveda v samih številkah. Vseeno pa hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.